Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa, prisrčen pozdrav iz Dravograda. Po nevihti, ki je bila, lahko rečemo, manjši nevihti tukaj v Dravogradu, se ozračje kar precej ohladilo. Pričakujemo pa tretjo tekmo 6. kroga v prvi ligi Telekom Slovenije med zadnjo uvrščeno in vodilno ekipo dosedanjega dela prvenstva. Še naprej pritisk Ljubljančanov. Abbas z velike razdalje in mimo gola. Tomič na levo stran, no potem pa Štiglec žogo zapravlja priložnost najlen za Abbasa. Abbas še vedno. Abbas in preko gola. Ja, Marko, oba trenerja že od samega začetka tekme stojita. Za Vlada Badžima vemo, da je zelo temperamenten, torej njegovo glasno vodenje svoje ekipe s klopi ne preseneča. Delgado strelja in odlična obramba Vodiška. Abbas, tokrat neuspešen v preigravanju. Tomič pošilja predložek. Abbas, še poizkus, toda mimo gola. Kidrič zadržuje to žogo in lepo je zdaj podal naprej proti Cerovcu. Priložil za protinapad Ankarančanov. Podaja pred vrata, priložnost in odlična obramba Vodiška. Odbita žoga iz kazenskega prostora, no potem pa Abbas ponovno do Saviča. Savič se je takole spustil preigravanje, odbija Delgado. Še naprej pritisk Ljubljančanov, strel z velike razdalje, veliko težav za Papadopoulosa. Do žoge Alves, Alves strelja, odbija Papadopoulos, še en poizkus in gol! Dino Štiglec! Še enkrat si poglejmo. Takole je Papadopoulos žogo odbil, no potem pa Štiglec z devico v zgornji levi kot za vodstvo Olimpije z 1:0. Odbita žoga pri Alvesu, ki je padel v kazenskem prostoru. Kaj bo pokazal sodnik? Še iz drugega zornega kota, tu je šlo za dotik, pa zatem podaja pred vrata, streli gol! V sredini Čanač je lepo do Tomiča, lepa kombinacija zdaj le Olimpije, ponovno Tomič, toda preveč proti sredini vrat. Žogo prepušča Oduvi. Na desno stran do Apava, ki se bo odločil za podajo pred vrata, streli gol! Mojsterska podaja Apava in potem izjemna poteza Abbasa, ki je z glavo takole odlično zadev žogo Vombergar. Našel je Abbasa. Abbas, 3:1. Isak Abbas, še drugi gol mladega Ganca. Pričakovana, a precej težje izborjena zmaga zeleno-belih. Tako je pa res, da pri prekršku pravodini dobili smo 3 rumene kartone, morali smo se čuvati, tako smo, ne vem, nekaj malo čudno tudi to. Tako da smo izenačili, imeli smo tudi malo neumnosti, smo naredili, na koncu izgubili naivno, taki so se borili, manjko je mogoče nekaj malo koncentracije na koncu same tekme, ampak ne moram nobenemu zameriti nič, napake se dogajajo, trenutno nam še dogajajo in na koncu nije bilo jednostavno. Prvo vreme smo se dosta mučili, nismo bili mirni u posjedu, nismo imali kvalitetne rješenja, žurili smo, ponekad na silu pokušavali, nije išlo, domaći su se dosta dobro i organizirano branili. Tu smo i mi imali nekih problema, par situacija koje smo morali bolje obraniti na kraju. Naravno, drugo povreme smo ipak malo mirnije ušli, koncentriranije i na kraju zabili 3 gola, opet veći dio utakmice naravno strepili.